Ker se starši ne rodimo opremljeni z vsemi znanji in spretnostmi, danes pa marsikdaj zataji tudi tradicija prenosa spretnosti iz prejšnjih generacij, je pričujoči prikaz načina kopanja nastal z namenom, da bi bili prvi trenutki sobivanja novorojenčka in staršev čim bolj prijetni. Novorojenčka prvič skopamo takrat, ko odpade popkovina in se popkovna rana zasuši. To je približno 7. do 14. dan po rojstvu otroka. Za kopanje predhodno pripravimo prostor, ki ga ogrejemo na primerno temperaturo, to je od 23 do 26 stopinj Celzija. Pripravimo tudi material, ki ga potrebujemo za kopanje. Dovolj veliko in enostavno kopalno kad, posodico z vodo za umivanje ritke, pleničko, 2 tetraplenički, krpice za umivanje, zložence, fiziološko raztopino, alkoholne robčke, nevtralno otroško milo, ribje mazilo, hladilno mazilo, copatke, majčko, posebej primerna je majčka s klasičnim zapiranjem, hlačke, kapica, kopalna brisača in košara za odlaganje umazanega perila. V kopalno kad natočimo toliko vode, da bo otroku segala do ramen. Temperatura vode naj bo od 36 do 37 stopinj. Izmerimo jo z vodnim termometrom. In preverimo z notranjo stranjo zapestja ali s komolcem. Če je otrok pokakan, mu lahko umijemo ritko z vodo in milom. Pri fantkih umijemo spolovilo, kožo okrog spolovila in ritko. Nato splaknemo ritko z vodo. Pri deklici umijemo spolovilo s krpico, namočeno v vodo od zgoraj navzdol. Pazimo, da ne prenesemo črevesnih bakterij v nožnico. Spolovila ne milimo, namilimo po potrebi, na primer, če je otrok pokakan, samo okolico spolovila in ritko. Otroka pripravimo za vodo tako, da ga naslonimo na našo roko, s prsti objamemo okrog ramen. Zaradi varnosti in prijetnega občutka položimo otroka v vodo s pleničko.
V vodo ga položimo počasi, najprej z nogicami, da se malce privadi. Nato pa še ostali del telesa. Otroku najprej umijemo oči od zunanjega proti notranjemu kotu. Čelo, lica in brado umijemo, kot bi napisali številko 3. Nato umijemo še brado, okrog ust in pod nosom. Ko umijemo lasišče, otroka nežno pomasiramo, s tem prekrvavimo lasišče. Dobro umijemo za ušesi in gubice na vratu. Roke umijemo od prstkov navzgor proti ramenom. Dobro umijemo pod pazduhami. Trup umijemo z prečnimi gibi, trebušček pa s krožnimi gibi v smeri urinega kazalca. Umijemo še hrbet. Otroka v vodi ne obračamo, da mu ne potopimo ust v vodo. Otroku umijemo nogice od prstkov navzgor proti dimljam. Nazadnje umijemo še spolovilo. Na penisu potegnemo kožico, kolikor gre, in po potrebi očistimo. Umijemo kožo okrog spolovila in ritko. Ko otroka vzamemo iz vode, ga takoj pokrijemo in položimo na previjalno mizo. Otroka zavijemo in začnemo nežno brisati. Dobro osušimo ušesa in za ušesi. Gubice zaščitimo s tanko plastjo ribjega mazila. Lahko tudi z olivnim oljem. Otroku oblečemo še kapico. Kapico oblečemo za 30 minut oziroma toliko časa, dokler se laski ne posušijo. Pazimo, da ni pretesno zapeta. Nato obrišemo otroku še roke. Trup in trebuh ter hrbet. Nato zaščitimo še gubice v pazduhi. In oblečemo še majčko.
Obrišemo še nogice od prstkov navzgor in ritko. V začetku negujemo popek z medicinskim alkoholom, nato pa obrišemo in osušimo popek s fiziološko raztopino. In z ložencem. O negi popka vas doma pouči vaša patronažna sestra. Otroku namestimo pleničko. Ritko zaščitimo s tanko plastjo hladilnega mazila. V primeru, da je otrokova koža rožnata, otrok hladilnega mazila ne potrebuje. Pri plenički pazimo, da ni pretesno zapeta. Preverimo s prstom med pleničko in otrokovim trebuščkom. Nato oblečemo še hlačke. Oblečemo še copatke. Da bo po kopanju otroku res prijetno, mu lahko oblečemo še jopico. Za mamo, očeta in seveda novorojenčka naj bo kopanje prijeten dogodek. Pomen kopanja ni samo v negi novorojenčka, ampak je to prečudovita priložnost za zbližanje z vašim otrokom. V enaki meri, kot vaš novorojenček potrebuje za preživetje hrano, toploto, obleko, zrak, tekočino, potrebuje tudi bližino, telesni stik, dotik kožo na kožo. Za otroka pomeni to sporočilo in hkrati vabilo, da je svet, v katerega vstopa, varen, prijeten, topel in prijazen.